reakcije na zdravilo. Bistveno. Če boste tole znali, potem ne boste delali neumnosti. Če boste to prešpricali pa preluftali, boste lahko delali traparije. Če ni začetnega poslabšanja, ni nujno. Zdravilo je lahko prav tako dobro. Kadar je zelo vitalnost ali pa kadar je zelo huda klinična slika že izražena, recimo pri Davidu je bilo hudo, on ni imel nobenega začetnega poslabšanja. Ne. Sam prav takrat, ko smo mu dali zdravilo, takrat ga je začel, kot da bi imel še en napad tistega srbenja, pa bolečin, pa premetavanja, pa tako naprej, kar bi morda itak prišlo, trajalo je 3 minute in potem je izginil. Tako da, če ni začetnega poslabšanja, to ni slab znak. Včasih je zelo prehodno, včasih samo malo tako si 1 minuto bolj čoral, potem se pa začne dogajati na boljš. Ga niti ne zaznaš. Kdaj ocenjujemo odziv? Skratka, damo zdravilo, imamo začetno poslabšanje ali pa tudi ne, in potem se zgodi ena reakcija. In to reakcijo hočemo mi oceniti. Kdaj? Odvisno od tega, kako hudo je stanje. Če imamo anafilaktični šok, pa smo dali apis, pa 2 minuti potem ni nič boljš, potem je to lahko problem. Če imamo eno vročino, ki traja že 3 dni, pa smo dali eno zdravilo in po 2 minuti potem ni še nobene reakcije, je druga scena. Skratka, bolj je akutno stanje, bolj je hudo stanje, prej se mora zgoditi izboljšanje. Bolj se stvar vleče, izboljšanje čakamo. Ne? Tako da načeloma 2 do 3 uri, 1, 2, 3 ure, potem ko smo dali zdravilo, bi se mogli še enkrat usesti pa pogledati tega bolnika, kako zdaj izgleda. Odpade vsa teorija, če se boste zapomnili samo to, da mora biti takrat splošno stanje boljše, potem to vemo, da je zdravilo, ki smo ga dali pravo. Pa ima lahko kup simptomov drugih, tretjih, ampak splošno stanje je tisto, ki ga ocenjujemo. Če je splošno stanje enako, kot je bilo, potem najbrž zdravilo ni naredilo nič. Če je splošno stanje slabše, potem imamo problem. Splošno stanje. Zdaj tako, veste, zdravniki, to bi jaz razmišljal, ko bom to razložil, kaj je to splošno stanje. Ampak se vsi malo vemo, to je zdrava kmečka pamet. Pogledaš bolnika, pa vidiš, aj boljš ali ni. Ne? Zdravniki imamo to že kar, ker imamo toliko primerov za sabo, to hitro vidimo. Jaz, ko pride pacient na kontrolni pregled zaradi kroničnih težav, vidim v 5 sekundah ponovadi, aj boljši, da sem mu dal ta pravo zdravilo ali ni. To tako, bolj si je, drugačen je, bolj je zadovoljen, več energije ima, bolj je tak. Ne? Zelo pomembno je mentalno, emocionalno stanje. Če je bil prej zamračen, pa zmeden, pa zblojen, pa tako naprej. A je zdaj bolj alert, bolj pri sebi, bolj brihten, bolj pri zavesti. Če je bil prej siten, nerazpoložen, depresiven, pusten, a je zdaj se umiril, je bolj spokojen, bolj umirjen, bolj tako. To je splošno stanje. Kakšen dobiš prvi vtis? Ima več energije, je bolj krepak in tako naprej. In en kriterij je tudi, da so se najbolj zoprni simptomi izboljšali. Ne? Če ste imeli hud kašelj, pa ste zaradi tega pravzaprav dali zdravilo in je po 2 urah po zdravilu ta kašelj še prav tako hud, potem vprašanje, če smo kaj pametnega naredili. Ta hudi simptomi morajo padati. Če je bila huda vročina 40, pa ste dali zdravil, pa če čez 2 uri še vedno 40 vročina, najbrž nismo na pravi poti. Razen, če je pacient boljši, bolj razpoložen, pa ima še zmer 40, ampak ga vidiš, da je nekako bolj pri sebi, da manj trpi s to vročino, potem smo morda na pravi. Tako. In posamezni simptomi in tako naprej, če ga neki tam tišjal, vsake toliko cajta neki zabolel, to ni toliko pomembno. Pri tem ocenjevanju, kje smo po zdravilu, je pomemben splošni vtis pacientu. Zdaj imamo pa reakcije na zdravilo. To je kar težka tema. Hahnemann piše v enih parih paragrafih o tem, kako in kaj se lahko zgodi potem, ko damo zdravilo. Kent pozna 12 reakcij na zdravilo, Vitulka spozna 24 reakcij na zdravilo, Žužek v svoji knjigi opiše še 3 zraven. Tako da danes sem naredil eno sintezo.
sem jo poskušal poenostaviti, kot se da, glede na to, mislim, da bo zadosti razumljivo, ampak tole, kar vam bom danes povedal, ne bo popolno. Bo pokrilo 90% vaših primerov, s katerim se boste srečali, ampak še vedno bo kakšna reakcija, kjer boste zmedeni. Ampak večino stvari bomo pa probali noter dati.